gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V Svetem pismu najdemo ogromno različnih besedil in če bi vas vprašal, da skupaj naštejemo, katere odlomke poznate, bi jih gotovo znali vsi skupaj našteti kar nekaj. Tudi različnih knjig in pisem, iz katerih beremo odlomke pri vsaki sveti maši, je kar nekaj. Na današnjo nedeljo pa smo prvo berilo brali iz knjige Modrosti. Morda res ni najbolj poznana knjiga, ampak v njej so besedila, ki so pravi zaklad. Kaj je glavna tema te knjige, je jasno že z naslova. Govori nam o modrosti. Vendar, zakaj bi bilo danes sploh potrebno govoriti o modrosti? Vsak dan smo obdani z ogromno novimi informacijami, pravimi in prerejenimi novicami, ulicami polnimi nasprotujočih si mnenj in kar težko je ugotoviti, kaj je res in kaj ne. Vseeno vidimo, da imajo nekateri ljudje malo globlji uvid v situacijo. K njim se radi zatečemo po nasvet. Nam najbližja izkušnja je najverjetneje ta, da prosimo za nasvet koga starejšega, ki ima že veliko izkušenj v življenju. In ena izmed lastnosti, ki torej opišejo modrega človeka, je ta, da ima veliko izkušenj. Vendar le izkušnje niso dovolj, če imamo pred seboj le svoj majhni svet. Včasih niti svojega življenja ne moremo obdržati skupaj, kaj šele, da bi razumeli, kaj se dogaja v življenju drugih. Prava modrost skuša videti širše. Če pogledamo naše stvarstvo, so vse stvari povezane. Vsaka stvar ima nekje svoj razlog, svoj vzrok, da obstaja, da sledi določenemu redu. Morda kdaj ne vidimo smisla, a na koncu lahko rečemo, aha, zato je bilo tako, zdaj šele razumem. In pisec knjige Modrosti zato na določenih mestih predstavi, da je Bog pravzaprav modrost sama. In če skušamo modro pogledati na svet, ga moramo gledati skozi Božjo perspektivo. Modri človek torej ni le ta, ki ima veliko izkušenj, temveč tudi ta, ki je sposoben pogledati preko sebe in videti svet, kot si ga je zamislil Gospod Bog. Vendar, kako priti do tega? Poslušajmo današnje berilo. Molil sem in dana mi je bila preudarnost. Klical sem in name je prišel duh modrosti. Bolj sem jo cenil, kakor žezlo in prestole. V primerjavi z njo sem imel bogastvo za prazen nič. Niti z neprecenljivim draguljami nisem primerjal, saj je v njenih očeh vse zlato le kupček peska in srebro se primeri z njo šteje za blato. Bolj kot zdrave in lepo postavo sem jo vzljubil. Sklenil sem, da jo bom raje imel kakor luč, ker njen plamen ne pozna pojemanja. Hkrati z njo so prišle k meni vse dobrine, po njenih rokah neizmerno bogatstvo. Modrost je torej dar, za katerega lahko tudi prosimo. Nespametno je prositi za bajno bogatstvo, če ga potem tudi nespametno porabimo. Pametno pa je prositi za modrost, preudarnost, da bi znali Božji načrt za naše življenje prav razumeti. Zato je pisec knjige Modrosti ceni modrost samo bolj kot vse zlato in druge dobrine tega sveta. To niti ni tako nenavadno, saj imamo tudi sami najbrž rajši ljudi, ki so preudarni in obzirni do svojih bližjih, kot pa tisti, ki so egoistični, gledajo le nas in nespametno živijo. Kako lepo bi bilo, če bi vsi zmogli živeti tako. Dragi gledalci, drage gledalke, ko vas naslednjič vznemirjajo razna poročila, skušajte raje ugasniti televizor, vzemite v roke Sveto pismo, odprite knjigo Modrosti. Verjemite mi, da ne boste razočarani. Poročila bodo naslednji dan ostala enaka, morda pa se bo spremenil vaš pogled na nje. Naj vas prevzame želje, da bi zmogli vselej v tej zmedi videti preko, videti več, iskati smisel. Prosite torej Svetega Duha, da tudi vam podeli dar modrosti in naj bo tako vaš pogled iz dneva v dan
preko vzponov in padcev vedno bolj podoben Božjemu pogledu. Pa lepo nedeljo vam želim.